Danes imamo za vas pripravljenega nekaj resnično posebnega. Po 7 letih čakanja na trg prihaja nova Sonyjeva konzola PlayStation. Pri Game Gangu nam je uspelo dobiti eno izmed prvih kopij te konzole na trgu in tu je. Škatla, kakor se zdaj na spletu govori zadnjih nekaj mesecev, je resnično ogromna, bistveno večja od katerekoli Sonyjeve konzole doslej. In čisto za primerjavo, to je škatla od Sony PlayStation 5. To je Sony PlayStation 4 Slim, ki ga ima večina potrošnikov pri sebi doma. Pač razlika je očitna, ampak še dosti bolj smešna, ko izpostavimo, da je to mid-tower računalnik. To je kišta, kot jo ima večina ljudi pod mizo doma, pisarniški računalnik in tudi večina gaming kompov je take velikosti. No, to je retail pakiranje in takšnega boste PlayStation 5 našli v vašem najbližjem Big Bangu. No pa da odpremo dejansko škatlo, pa vidimo, kaj so nam pri Sonyju pripravili v notranjosti. Tu je pa dejanska zadeva, ki jo čakamo. Še ena bela škatla? Ok, ne, je sam nek flap, v katerem najdemo vodič za hiter začetek, torej lokalizirana navodila, zatem garancija in predvidevam power kabel, to je C7 oziroma C8 konektor na eni strani. Če nadaljujemo, je v notranjosti kontroler, do katerega bomo prišli še kasneje, ter še tu je nek flap, v katerem najdemo USB-C kabel, USB-A na eni, USB-C na drugi strani, to je cirka meter dolžine. To in zatem pridemo do stenda, ki je vključen pri vsakem PlayStationu 5. To je čista novost. Zaradi dizajna, ki je tak valovit, so pri Sonyju očitno videli, da bo potrebno narediti stand, da bo lahko uporabnik izbiral med vertikalno in horizontalno postavitvijo. Bomo pokazali, kako ta zadeva dejansko deluje v praksi. In pa seveda HDMI kabel. Naj bi bil po standardu 2.1, torej podpira 8K in high refresh rate 4K, torej 120 frameov na sekundo. Ni pretirano dolg, ampak menim, da bo dovolj dolg za priklop od televizije do konzole. No, sedaj smo pa prišli do glavne zadeve, na katero smo vsi čakali in ven potegnemo embalažo samega PlayStationa 5. To je sedaj nekoliko zahtevneje, ker bomo tako easy. Nič drugega ni v notranjosti, odstranimo ta egg crate na eni in na drugi strani, si ti smešen. To je realno trikrat težje od PlayStation oziroma Sony PlayStation 4 Proja. Dvakrat, trikrat težje, zagotovo. Dosti bolj masivno v roki, pa da vidimo. Zanimivo, da so ga le tako zapakirali, so ga vrgli v folijo. Po tem odvijanju, kot da bi imeli salame z delikatese, imamo Sonyjev PlayStation 5. 5. generacijo najpopularnejše gaming konzole na svetu sploh. Prva je rušila rekorde, druga spet, tretja vnovič, četrta itak. Sedaj, kaj bo pa 5. naredila na trgu gaminga, bomo pa še videli. No, če se sprva posvetimo sami napravi, ima plastične stranice, ki imajo tako peskano strukturo, ampak medtem, ko je tule na zunanji strani peskana, vidim, da je na notranji strani to ni navadna tekstura, marveč zdaj ne vem, če to naša kamera vidi. Je to polno taka tekstura narejena iz odtisnjenih trikotnikov, križcev, krogcev, ki so v Sonyjevem brandingu. Super lep detajl, ki bi ga skoraj da ne opazil, če bi ne imel očal na glavi. No, te stranice so odstranljive, nočem sedaj tule preveč ugotavljati, bomo objavili, kako se jih odstrani in zamenja v nadaljnjem videu na Game Gangu, ampak če nadaljujem, je to prednja stranica, ki vidim, da pravkar smo vzeli zadevo iz škatle, že je polno fingerprintov na njej in prašnih delcev,
To bo še problem za vse lastnike, ampak če na koncu imate stvar v televizijski omarici, ne bo noben opazil. Skratka, glossy plastika, ki seže v tankem pasu, ki se nato razširi po zgornji strani in nato na zadnji strani se pretvori v te fan grille. Na spodnji strani najnižje imamo C7 oziroma C8 konektor za 220 V power. Zanimivo, oziroma hvala Bogu, da so se pri Sonyju odločili v notranjost te ogromne škatle stisniti tudi napajalnik. Ni hujšega, kot da imaš neko relativno malo škatlo, konzolo, ki ima potem tak brik. Brez veze. To je dosti boljše na koncu uporabniška izkušnja, tudi če je škatla nekoliko večja. Dodatno vidimo HDMI 2.1 konektor, ki lahko poganja tudi ekrane televizije z HDR-jem do 8K resolucije, na to verjetno gigabitni Ethernet, RJ45 konektor, ter dva USB tip A, 3.0 verjetno, oziroma 3.1 bi si mislil, glede na to, da smo v 2020. Na vrhu vidim še Kensington lock, ki pa vam ne bo prišel prav, razen če živite v getih, kjer bi bila dejansko bojazen, da vam ukradejo zadevo iz dnevne sobe. Na prednji strani medtem imamo tipko za power, tipko za eject iz Ultra HD Blu-ray nosilca, USB-C konektor in še en USB 3.0 z quick chargingom. Če se tule dotaknemo te zadeve. Sony je šel v smer, prvič sedaj v smer, da ponujajo model, ki nima optičnega nosilca za disk drive. To je konkretna sprememba, ampak realnost je, da se gami in zabavna tehnologija premikajo na digitalno. Vseeno za vse tiste, ki imate doma starejše PlayStation konzole, recimo da imate polno nekih fizičnih PS4 iger, in toplo priporočamo, da greste v smer te zadeve, v katero le vržete noter disk in game bo delal. In istočasno za vse mlajše gledalce je to izjemno dober argument, s katerim lahko vašim staršem poveste, da to ni samo gaming konzola, ampak je to tudi Ultra HD Blu-ray player in tako lahko na vašem domačem televizorju gledate filme v 4K, najboljše, kar je trenutno možno na trgu. In to je ta unikatna prednost Sonyja že za PlayStation 3, ko je bil PS3 takrat prva naprava, ki je imela vgrajen Blu-ray predvajalnik za le nekaj 100 evrov. Vsi drugi playerji so bili pa takrat več 1000 evrov. In to je bila tista ključna stvar, ki je pomagala takratnemu PS3 navkljub smešni obliki do res konkretne spremembe na trgu. No, do zdaj sem imel zadevo dvignjeno na mizi in sem jo nepravilno vlačil po površini le te. Zraven embalaže dobimo mount. Ta je iz plastike, ki ga lahko obračate, kaj je to, 70-80 stopinj, in je z njim mogoče pritrditi zadevo ali horizontalno, torej konzolo ali horizontalno, ali pa če jo tako obrnete in spodaj primestite vijak, ki je že v konzoli, pa tudi vertikalno. Pa da probamo, kako ta zadeva dejansko deluje. Kolikor smo gledali na spletu, se le montira, se poravna z ikonicami od Sonyja, seveda mora biti pravilno obrnjena spodnja mounting plata, ter zadeva je odložena. Koliko je to fiksno, dokler ne bo potresa, bi moralo stati, da vidimo to, ok, načeloma deluje. In tako na koncu zadeva izgleda na mizi. Spodaj je kar nekaj prostora, mora biti celo za boljšo ventilacijo, ampak jaz mislim, da je to sam stvar vizualije. Se je na koncu na zadnji strani res ogromno enih fangrilov in zrak ne potuje spodaj. Po drugi strani je montaža vertikalno nekoliko bolj zahtevna, saj je potrebno tule odstraniti tale knof ter zadevo montirati nekoliko drugače, kar mi zdaj ne bo uspelo v roku tega kratkega unboxinga. Bomo pa zato posneli namenski video na GameGangu, ki bo na voljo za ogled poleg ostalih vodičev, kako uporabljati konzolo, kako
nastaviti določene stvari v uporabniškem vmesniku, ter seveda na GameGangu bodo objavljene tudi recenzije posameznih novih naslovov za konzolo PlayStation 5. Ampak za konec, preden nam ujdete, še verjetno najpomembnejša zadeva za uporabniško izkušnjo in tista stvar, ki jo boste imeli cel čas v roki, ko boste upravljali s vašim PlayStationom. In sicer je to nov kontroler. V preteklosti so pri vseh prejšnjih modelih PlayStationov bili kontrolerji črni. Sedaj je bel. Ja, res je, izgleda bolj futuristično, izgleda, bomo rekli temu, boljše, bolj moderno, ampak me je resnično strah, kako bodo izgledali te kontrolerji, ko se jih bo uporabljalo leto ali pa 2 ali pa 3. Napram prejšnjemu DualShock kontrolerju ima ta bistveno daljše stranice in lepše sede v mojo roko. Medtem so vsi drugi gumbi na standardnih pozicijah, ampak z nekoliko drugačno teksturo. Gumbi so tokrat preliti, kot da bi bili spodaj naprintani, zgoraj pa potem preliti z clear plastiko, ki ima boljši grip, torej bolj se prst ustavi na njej, kot na celotni drugi površini in tako ostanejo prsti lepo na samih tipkah. Medtem so joystiki isti, kot so bili v preteklosti. Bom rekel, da so na Nacon Pro kontrolerjih še zmeraj boljši joystiki kot na tem, ampak za neko normalno igranje je to več kot dovolj. Medtem ostal je trackpad, po katerem lahko pišemo in klikamo. Sedaj ima ob samem kliku bistveno večji hod, torej razdalja, ko kliknemo na pad, je res bistveno večja. Gumbi na zadnji strani iz nekoliko bolj grobo teksturirane plastike napram staremu modelu in, kar smo seveda pričakovali, USB tip C konektor. To je tista ključna sprememba za življenje, več ne bo tega neprestanega napačnega obračanja konektorja, ampak ga le vtaknemo, zadeva se hitro načarža, saj ima quick charging in bo spet dovolj za nekaj dni igranja. Še ena lepa sprememba, menim, je gumbek, torej Sonyjev gumbek za menjavanje med aplikacijami. V preteklosti je to bil krogec, sedaj je to gumbek, ki je direkt izrezljan in na to glosi z logotipom same konzole. Pod tem še en gumbek za mutanje mikrofona, poleg tega spodaj še zmeraj proprietary konektorček za aksesorije ali pa enostavno TRRS konektor za priklop headseta. Če še omenim tule zgoraj, pa so še verjetno zvočniki, tako da se vam bodo lahko teammatei drli še na kontrolerju. Super. Razen tega ni nobene večje posebnosti, kot rečeno, je nekoliko težji od starega kontrolerja, bom rekel verjetno zaradi več tehnike v notranjosti, ampak v roki res bistveno lepše sede. To je prave velikosti sedaj. In na koncu je to ta paket, ki ga dobimo. Cena bo 499 €, kar je zajeten kup denarja, zagotovo. Ampak po drugi strani je potrebno vedeti, da za 500 € ne dobimo niti približno takega performansa na računalniku ali na katerikoli drugi konzoli. To, da ima neverjetno hiter pomnilnik, to, da ima takšno grafično performanco, kot jo ima, za ceno 500 € in seveda najpomembneje, z obljubo, da bo zadeva podprta in bo current naslednjih nekaj let, za razliko od računalnika, ki ga je potrebno nadgrajevati po obrokih, drugače pademo iz konteksta. Skoraj dobesedno dobimo dosti več kot v preteklosti za isto ceno. Saj je tudi škatla večja. Lepa hvala za ogled tega videa na GameGangu. Vrnili se bomo v naslednjih nekaj dnevih z full recenzijo te konzole in na to dodatkov, iger in vseh drugih stvari, ki jih lahko uporabite v tem Sony PlayStation svetu, ki prihaja v 5. generaciji. Ne pozabite se subskrbati na naš YouTube kanal in redno spremljati spletne strani za nove novice iz sveta gaminga.